En čudovit večer vsem skupaj. Midva sva nazaj z najnimi ponedeljkovimi live, danes se oglašava zvečer, nam je zjutraj. In kot ponavadi odgovarjava na vaše vprašanja glede zdravja, naravnega zdravljenja, možnosti izboljšave zdravja in življenja in vitalnosti. In kot ponavadi, če imate kakršnakoli vprašanja, jih napišite spodaj v komentarje, ne glede na kateri platformi naj poslušate, YouTube, Instagram, Facebook, vse zbirava in zapisujeva in bomo prišli do vašega vprašanja slej kot prej. Tako da, z vami sva kot ponavadi Alja Podgornik in doktorica Neja Zupan, obe se že precej časa ukvarjava z naravnim zdravljenjem. Neja je sploh absoluten ekspert v tem fahu. In danes bova odgovarjala na eno vprašanje, ki je ful fajn, no? In se mi zdi, da je ena tema, ki bi odprla lahko že ful časa nazaj. In zdaj bova govorili o razliki med alopatskim, se pravi bolj konvencionalnim načinom zdravljenja, kakor ga uporablja zahodna medicina, in pa naravnim načinom zdravljenja, kakor ga prakticirava midve. In kaj v bistvu razlike so, ali je eno boljše od drugega, ali se da oboje skupaj uporabiti, ali kaj so v bistvu te glavne razlike, zakaj bi se nekdo odločil za naravno zdravljenje namesto alopatskega in pa kdaj je eno bolj primerno kot drugo. Tako da, obširna tema, ful fajn tema, mislim, da zelo koristna tudi za vse, ki vas naravno zdravljenje zanima, ker vsi smo bili še zmeraj vzgojeni v tem načinu razmišljanja alopatske medicine. Tako da Neja, jaz te predajam besedo, če lahko nas upelješ v to. Lepo pozdravljeni. Ja, meni se tudi ta tema zmeraj zdi tako zelo fina, zato ker velikokrat me ljudje sprašujejo, sploh saj veste, jaz sem šla izkušnjo raka skozi, odklonila sem uradni način, pač pristop k zdravljenju, to je kemoterapijo, obsevanja, hormonsko terapijo. Jaz bi mogla imeti 10 ciklov kemoterapije, to je 10krat po 3 dni skupaj, potem bi mogla imeti 35 obsevanj in bi mogla imeti 5 let hormonske terapije. Ampak glede na to, kaj sem jaz videla pri mojih prednicah, pri moji stari mami, pri mojih tetah in pri moji mami, ker so vse sprejele ta način zdravljenja, to ni čist nič pomagalo. Zakaj ni pomagalo? Zato, ker vzrok ni bil telesni. Oziroma, s kemikalijami se ne da rešiti enih kroničnih bolezni. Pred časom, ko sem jaz objavljala nekaj zapise o tem, kako je moja mama šla skozi ta proces raka, pa mi ena gospa, pa sem napisala, da način zdravljenja s to alopatsko medicino čist nič ni pomagal, da se nobeden pa ni ukvarjal s čustvi, nobeden se ni ukvarjal z mislimi. In da je bilo zelo neuspešen ta pristop. No, in mi je ena dama potem napisala, da ne pišem tako o alopatski medicini, da ful pomaga. Potem pa jaz samo eno vprašanje postavila. Okej. Ki je napisala tudi, da je šla skozi svojo izkušnjo raka, pa da si je pomagala tako z alopatskim načinom, se pravi z uradno medicino, pa pomagala si je z alternativno medicino. Pa sem jo pa jaz samo vprašala, ali vi veste, da se rak ne bo več ponovil? In potem ni bilo odgovora, zato ker z uradno medicino mi lahko samo dobimo procent možnosti, da bomo mi 5 let ozdravili. Ali se bo to vrnilo, ali se ne bo vrnilo, pa absolutno ne vemo, zato ker nismo odstranili vzroka, ampak smo se lotili izključno samo posledic. Seveda, uradna medicina ima svoje mesto. Zato ker, glejte, če si nekdo zlomi
nogo, roko, ne vem, je treba kaj zašiti. Ne morete nič hoditi na eno naravno zdravljenje. Zato, ker vam ne bo pomagalo in je treba je skozi. Recimo, moj oče je letos padel in si zlomil kolk. Ja, kolk so mogli prišravfati zdaj skupaj, da mu to stoji. Ampak vse tisto, kar se je pa potem dogajalo, on je imel tako nogo, vso zatečeno, ni mogel čisto nič stopiti gor. Ja, vse to smo pa mi reševali na naraven način. Zato, ker uradna medicina vam lahko da samo tablete proti bolečinam. Mi smo pa tlele, limfo smo spodbujali, protibolečinske terapije sem delala, potem spodbujala sem to krvi, hrano, določeno hrano, zato da ja se ne bi kakršnikoli strtki naredili, potem da je voda dobro tekla, masaže je imel, potem sproščanje stresa iz telesa. Glejte, to tam ne dobite. Sploh pa, dajmo zdaj pogledati še to razliko. Velikokrat rečejo, uradna medicina pa alternativna medicina. Zame alternativne medicine ni. Zato, ker ni alternativa uradni medicini, ker zdaj smo pri tem vprašanju, uradna medicina ima svoje mesto in naravna medicina ima svoje mesto. Samo primerno je treba to uporabiti. Ne zdaj, alternativo, ne, ni alternative k uradni medicini, ker uradna medicina ima določene stvari, jaz zmeraj rečem, mislim, določene prednosti. Jaz sem se recimo z mojim ajurvedskim zdravnikom pogovarjala, doktor Ram Kumar. Ajurveda je včasih tudi prakticirala operacije v preteklosti, že zelo dolgo časa nazaj, ampak je rekel, mi se tega ne gremo več, zato ker je alopatska medicina postala toliko bolj napredna za te operacije narediti. In ne bomo naravne medicine uporabljali, ne bomo ajurvede za to uporabljali. Zato moramo mi vedeti, ali se bomo zdravili zdaj na naraven način, ali pa se bomo zdravili na alopatski način. In tukaj ni alternative, samo vedeti moramo kdaj kaj uporabiti. Recimo, kronične stvari je naravni način. Zato, ker ne morete nekaj, kar je konstantno vnetje, recimo, k meni pridejo ljudje, ki imajo neprestane vnetje in antibiotik na antibiotik na antibiotik. In ne prime, zato ker, ko vi antibiotik vzamete, bodo ostale v telesu samo najbolj vzdržljive bakterije. Ja, pa se bodo pa skrile nekam in takrat, ko bo spet ugodno okolje, bojo pa spet začele delovati. In pomagam ljudem, da se osvobodijo teh kroničnih vnetij. Tudi rak, to je kronična bolezen, fibromialgija, kronična bolezen, mišična distrofija, kronična bolezen, alergije, kronična bolezen, holesterol povišan, kronična bolezen. Dajte, majhen poglejte, to ne rešuje. Vi lahko recimo proti holesterolu uporabljate statine, proti holesterolu. Ne bo pomagalo dolgoročno, samo znižal bo holesterol. Problem bo pa noter ostal. Zato, ker problem ni v tem, da je previsok holesterol, ampak je v tem, da nekaj v življenju ni v redu. In tukaj je naravna medicina. Medtem, tako kot sem rekla, alopatska medicina ima pa to prednost, da vse te akutna stanja, recimo, pred leti je bila ena zdravnica, ki je delala homeopatijo, vrnila je licenco zdravniško in je delala samo homeopatijo. In k njej se je zatekel gospod, ki je imel malarijo. Akutno malarijo, imel zelo visoko vročino, ampak on je rekel, jaz se bom zdravil samo na naraven način. Ta gospod je umrl in ta zdravnica je bila potem kaznovana. Ampak
On se je odločil, a ne, da bo šel na naraven način. Ampak jaz sem takrat rekla, glejte, ko imate eno res akutno stvar, vzamete lahko tudi antibiotik, ampak samo pri akutnih, zato da bomo zmanjšali tisto verjetnost, da se vam nekaj, ne vem, da umrete, ali pa recimo angina ima možnost, da vpliva na srce, a ne, na srčno zaklopko. In če je res nekaj zelo hudega, pač se vzame tudi antibiotika, ne, ampak to samo pri akutnih zadevah. Čeprav tudi pri angini, glejte, roko na srce, jaz imam veliko strank, ki so se angino tudi pozdravile brez antibiotikov. Ampak zraven, ko vzamete antibiotike, je nujno treba podpreti tudi naravne procese ozdravljenja, se pravi, podpreti imunski sistem, da bo vaše telo začel energijo dvigovati. Pa smo tlele pri primerjavi Pasteurja pa Bekampa. Pasteurjevo teorijo, saj kuharice veliko poznajo. Ja, pasteurizacija, od Pasteurja je pasteurizacija. Se pravi, ko nekaj pasteurizirate, kaj to pomeni pasteurizirati? To pomeni, recimo, vložite nekaj, podate pa pečico, zato da se dvigne določena temperatura na 100 stopinj, vakuum se noter naredi in potem noter ni več teh bakterij in hrana ostane celo zimo, jo vi lahko kozarčke odprete, pa jo jeste. Brez da bi bili odvisni od sistema, ali vam bojo dali hrano, ali vam ne bodo dali hrane. In on je naredil poskus, kako je prišel do te pasteurizacije. Naredil je poskus, imel je 2 bučki, v eni bučki, samo v obeh bučkah je imel juhico in ena bučka je imela odprt ta vrat, ena je imela pa zavit vrat. No, in v tisti, ki je bila imela odprt vrat, tam se je zelo hitro začel proces kvarjenja. V ta drugi bučki pa se ni začel proces kvarjenja. No, in je on zaključil, bakterije prihajajo od zunaj. No, Bekamp, ki ni bil toliko priljubljen, je pa naredil, zato ker je naredil enak poskus, ampak je obe bučki dal živi miški. In obe miški sta bili čez par dni še čisto enak živi. In je zaključil, če imamo pa mi eno živo snov, eno snov z energijo, ja, pa bakterije ne pridejo. No, ampak iz tega, da vi vzdržujete energijo v sebi, iz tega farmacija nima nobene koristi, a ne? In zato so vzeli Pasteurjeve ugotovitve, Pasteurjevo teorijo in so rekli, okej, bakterije nas od zunaj napadajo in mi se moramo tle boriti, zato da bomo se branili pred zunanjim svetom. Ampak kaj je pa bistvo? Dvigati energijo in pri kroničnih boleznih je premalo energije. Je treba energijo dvigati. Recimo Ajurveda pozna 6 stopenj bolezni. Naša uradna medicina poimenuje bolezen šele na 5. stopnji. Na 6. je že dokončna. Kaj pa od 1 do 4? Ja, od 1 do 4 pa še noben nič ne ve, so pa samo simptomi. Ja, te želodec boli, vzem Roporud. Te boli, ne vem, križ, vzem protibolečinsko. Imaš vnetje karpalnega živca, ja, pojdi na operacijo. Ja, noben se pa ne vpraša, kaj je vzrok, da je ta vnetje. Se pravi, je to od 1 do 4, je pa vse preventiva. Se pravi, dvigovati energijo, svoj način razmišljanja, življenja, svoj življenjski stil spremeniti, začeti drugače jesti, začeti drugače razmišljati, vnašati noter v svoje življenje veliko veselja, zadovoljstva, pozitivne naravnanosti, iskanja rešitev, dovolj spanja, gibanja v naravi in tako naprej. Tako da jaz vam svetujem, da pretehtate,
če gre za neko kronično zadevo, potem je definitivno primerna naravna medicina. Če gre nekaj akutnega, če so te nekaj urezali, pa je treba zašiti, če recimo moja sestra je padla in bila je na mestu, je bila mrtva, imela je pač srečo, da je za mojim hrbtom padla, kri je takrat tekla iz ušes, iz nosa, iz ust, iz oči, iz glave. Glava je šla na pol. Imela je toliko srečo, da se pravi, da sem bila jaz zraven, poznam ogromno enih točk, zato da sem energijo noter držala. In je ona začela nazaj, je kar nekaj časa trajalo, da je začela nazaj dihati. No, potem so bili pa zdravniki potrebni, pa jaz nisem mogla več, zato da so odrezali na levi strani, so ji odrezali približno 1/3 velikih možganov, pa polovico malih možganov. Ampak ona je bila medicinski čudež, zato ker se je zbudila, zdravnica je rekla, mislim, ta kirurginja, nevrokirurginja je rekla, da ja, po taki poškodbi 90% jih itak na licu mesta umre, 10% jih pa začne življenje na stopni dojenčka. Ampak ona je začela življenje, tam, ko ga je nehala, spomnila se je čisto vse, njej se ne vidi, lahko jo spremljate na Facebooku, Saša Zupan. Lahko jo spremljate, ona je zelo ustvarjalna ženska. Sploh takrat je tako, kakor en kanal se ji odprl, ko se ji to zgodilo. No, ampak zakaj je bilo to možno, da je začela tam, kjer je prej nehala? Zato, ker je energija noter ostala, ker energija ni šla. In so funkcije telesa ostale dejavne. No, tako da jaz mislim, da na kratko sem razložila, zdaj bo pa še Alja povedala kaj fajnega. Jaz, kako gledam na to, je, da jaz sem zelo dolgo časa študirala, jaz nisem študirala medicine, sem pa študirala nevroznanost in to je bilo zraven zelo veliko farmakologije. Res ogromno in učenje, kako farmacevtski produkti delujejo na telo in predvsem način razmišljanja, ki je od zadaj za razvojem teh farmacevtskih produktov in uporabo. In tukaj jaz bi res rekla, da je treba razumeti to. Alopatska medicina zdravi samo simptome, zdravi. Nikoli ne pride do vzroka, zato ker če imate problem na koži, vam bojo dali nekaj za kožo. In če imate problem na koži, nikoli ni problem v koži. Je problem v jetrih, je problem nekje drugje v telesu. Zdaj, naravno zdravljenje je pa namen tega, da se pride do vzroka. In alopatska medicina se uporabi, razen, kadar pride se recimo do zlomov in podobnih stvari, se uporabi takrat, kadar so simptomi tako hudi, kakor je Neja rekla, da jih je treba zmanjšati na nivo, da lahko mi nekaj drugega delamo. In jaz mislim, da želja vsega tudi pravega tega naravnega zdravilca, ki sem ga srečala, je to, da bi mi lahko začeli sodelovati. Se začenja integrativna medicina, postaja bolj popularna, ampak veste, recimo, če se vam da antibiotik, da se vas pa pošle k nekomu, ki razume, kako je treba za telo poskrbeti, pa kako je treba mikrobiom nazaj vzpostaviti, pa kako je treba vse stranske učinke odpraviti. Zato, ker farmacevtskega produkta in ogromno alopatske medicine temelji na farmaciji, žal sta tudi finančno zelo povezani in je zelo veliko se pač vlaga v to, da doktorji predpisujejo določene farmacevtske produkte. In tle je brez veze se skrivati ali pa ne tega govoriti, ker je to jasno, ko beli dan in je jasno vsakmu, ki je bil kadarkoli del tega sistema. Oni imajo pač finančno korist od tega. In ogromen sistem ima finančno korist od tega, ki vas pa ne pozdravi. In zaradi tega, ker je taka finančna korist in kakor je Neja rekla, ker finančne koristi ne bo, če boste vi nazaj v svoje roke vzeli moč in kontrolo, se dela ogromno razkol med tema. In se zato uporablja ta način manipulacije, ki jo vidite, da če se greste, da je alternativa. In to, če pogledate nazaj, zelo zanimiva zgodovina, kako je to postala alternativa, ker recimo v Ameriki so še 100 let nazaj, je bilo recimo bolj naravno zdravilstvo, pa zeliščarstvo del večine medicinskih fakultet, pa so pa
to zelo standardizirali, zelo namensko, so bili določeni posamezniki od zadaj, ki so imeli zanimive interese, si jih verjetno lahko mislite. Ampak ta razkol delati je neuporabno in škodi vsem. Zato, ker, kakor je Neja rekla, in alopatska in naravna medicina imata svoje prednosti in svoje slabosti. In mi bi lahko vsi dosegli toliko več, če bi se znali pogovarjati. Pa če bi lahko, veste, moja največja želja enega dne bi bila to, da bi jaz lahko imela, recimo, če bi imeli neko kliniko na istem mestu, vse moderne metode testinga, da se da narediti vse teste glede krvi, glede urina, glede blata, da se da vse faktorje, vse biomarkerje vam dobiti. Pa zraven imeti vse metode naravnega zdravljenja, da se lahko vse teste na nekom naredim, potem videti, da poberemo, kaj je najboljše za vsega, ker alopatska medicina z vso tehnologijo, ki jo imamo, je ogromno nekih stvari razvila, ki so lahko izjemno koristne in ki metode obstajajo. Sam ni pogovora med dvema stranema, na drugi strani naravno zdravljenje ima svoje metode, svoje tehnike, svojo tehnologijo, ki nam tudi lahko kaže veliko bolj subtilne spremembe, a ne? Kakor je Neja rekla, ta nivo 1 do 4, ki jih alopatska ne bo znala pokazati. In če bi mi te dve stvari lahko skupaj pripeljali, pa bi ustvarjali nekaj, kar je res bi lahko izjemno ljudem pomagali. Od zelo hudih do precej, ne precej hudih kroničnih bolezni, bi lahko veliko problemov rešili na hitrejši in bolj učinkovit način. Tako da jaz mislim, da tle glavna stvar, ko bi jaz rekla, da je treba začeti razmišljati in razumeti, da obe imata prednosti in slabosti. In je treba razumeti, zakaj gremo nekam. Težava je pa tukaj danes, da, kakor je Neja že prej rekla, da mi vse te kronične bolezni, ki imajo vzroke, ki se jih da rešiti brez farmacevtskih produktov, mi rešujemo s farmacevtskimi produkti. In treba je razumeti, ne obstaja farmacevtski produkt brez stranskih učinkov. Če ste kadarkoli študirali biologijo, biokemijo, kakršenkoli biološki sistem, razumete, kako je to nek izjemen, evolucijsko neverjeten sistem, kako so stvari povezane, kako vsi različni naše ožilje, pa naš limfatičen sistem, pa naš živčen sistem, pa imunski sistem, to vse deluje skupaj. In alopatska medicina, jaz, ko sem se učila pač farmakologijo, smo se učili najprej, da smo se učili ledvice, pa smo se učili jetra, pa smo se učili tretje, četrto, nikoli ni prišlo do povezave. Nikoli ni. Zato pa, ker ne obstaja, a veste, način razmišljanja alopatske medicine je linearen. A, B, C. Imamo nek simptom A, ta simptom A so vpeti neki encimi B in te encimi B pripeljejo do točke C. In ta naš, dajmo reči, da točka C je to, kar probamo reševati. Se pravi, blokiramo encim B in bomo rešili simptom. In ja, se ta simptom lahko da rešimo. Sam problem je, da encim B nikoli ne počne samo ene stvari, ampak jih ponovadi v telesu počne med 10 pa 1000. In zato imate vse te stranske učinke, da če preberete navodila od katerekoli farmacevtskega produkta, boste videli, koliko je nekih navidezno nepovezanih zadev, ki se vam lahko pojavijo, da se jemljete nekaj, ne vem, za protibolečinsko stvari se pojavijo pa nekje čist drugje, na želodcu, ker telo je sistem. In problem je pač to, da če jemljete redno farmacevtske produkte, se zastrupljate. In tukaj ni debate o tem. Kdorkoli vam reče, da to ni res, pač si zakriva oči ali pa ne pozna dovolj področja. In kadarkoli jemljete kronično neke take stvari, boste imeli posledice tega in pa če ste se hoteli res pozdraviti, bo treba tudi te stvari ven dati. Tako da tle treba biti pragmatičen in razumeti, danes ne na način razmišljanja, ker sem ga jaz zelo veliko videla, ki je zelo prisoten tudi pri tem alopatski medicini, je to, da se nekako ne poudarja te stranske učinke, da se ne poudarja tega, da so te stvari lahko problematične, da se nekomu da tableto in reče, zdaj pa pač živeti naprej, tako kot prej, nič ni treba spremeniti. In da zelo veliko ljudi ima prepričanje, da pač ni nekih hudih stranskih učinkov, sploh za te stvari, ki se klasično predpisujejo kot protibolečinske, pa protibolečinske zelo veliko stranja naredijo v telesu. V črevesju, v želodcu, v celem tem sistemu ni v redu, sploh če je to kronično nekaj. In se je treba začeti zavedati, da pač to ni način, da se težave reši. To je lahko način, da pomaga z nekimi hudimi simptomi, ko treba neko stvar dol pripeljati, ampak mi s tem največkrat zakrivamo, kaj naše telo nam želi sporočiti. Recimo, ko imamo mi vročino, naše telo ima vročino z razlogom, ker hoče proizvajati več infrardeče svetlobe,
ki poveča učinkovitost imunskega sistema, ker višja temperatura pomaga pri pobijanju patogenih mikroorganizmov in pa ljudje pojejo lekadol, da znižajo vročino. S tem ne delate sebi nobene usluge. In to je ta način razumevanja, ki je treba razumeti, da nikoli vas ne bo farmacija pozdravila. Pozdrav vse vedno vaše telo, svojim naravno inteligenco, o kateri vi ne rabite nič vedeti, pa se bo vse zgodilo. Če se vi urežete, ne rabite reči, ok, zdaj bom pa za celo tole rano. Se pač zgodi, a ne? In mi z naravnim zdravljenjem, mi vse, kar naredimo, je to, da omogočimo telesu, da svojo naravno inteligenco in energijo zbudi in se pozdravi samo. In to je zelo drugačen način razmišljanja, kot pa način razmišljanja, da je treba nekaj pobiti, ne? Ali je to virus, ali je to bakterija, da je treba neko hudo, močno interferenco, tako kladivo narediti, ne? In tudi, če pogledate spet to gre skupaj, kot so rekli, alopatska medicina šele na 5. stopnji zazna bolezen, kar pač pomeni, da tudi tretmaji so temu primerni, kar pomeni, da so pač agresivni. In to pa povzroči ogromno stvari v telesu. Tako da, glejte, saj jaz mislim, da vse te stvari, ko dejansko jih slišite, malo razmislite o tem, so jasno ko beli dan. Ne? In je treba iti sam priti čez ta način razmišljanja, ker smo ga poslušali celo življenje, da je pač samo en pristop pravilen, pa verjetno, če naj jo poslušate, ste čez to nekako že prišli. Ampak, da razumete, da prihodnost ni eno ali pa drugo. Prihodnost je razumeti, kaj so najboljše stvari izmed vsega od teh in jih skombinirati, da res znamo, da lahko skupaj pridemo in da lahko vse svoje znanje postavimo skupaj in rečemo, zdaj pa res lahko nekomu pomagamo, pa res nekoga lahko pozdravimo. In da razumete, tako kar je ne rekla, pri kroničnih zadevah, lahko simptome zakrivate še kakor hočete, ampak pač bo prišlo vedno nazaj in hkrati si slabite telo, ker dajete noter sintetične kemikalije, ki bojo štala naredile vsaj v jetrih, v prebavnem sistemu, če grejo skresene. Tako da, to je moj vidik na to. Skupaj smo močnejši, to velja tudi za alopatsko in naravno medicino, je pa pomembno priti do točke, kjer razumemo, kje je katera stvar primerna in pri kroničnih boleznih alopatska ni način. In pri akutnih marsikdaj naravna ni. In s tem bomo mogli se naučiti delati in na tak način jaz mislim, da lahko največ dosežemo kakor skupnost ljudi, ki si želijo drugim pomagati. Super, evo. Hvala Alja za krasen doprinos. Zdaj pa, če ima kakšno vprašanje, spodaj napišite vprašanja pod tale video, oziroma na YouTubeu so vsi ti videi zdaj tudi dostopni, cele serije, mi da so začele, kdaj smo Alja začele, mislim, enkrat maja, nekaj tazga smo začele. Že nekaj časa. Ja, tako da so vsi te videi, korak po korak bodo vsi dostopni, tako da jih lahko spremljate. Če pa si kdo želi z nama tudi delati, recimo ima kakšne simptome, pa se želi pozdraviti, pregledati, kaj se mu noter dogaja in potem iti za tem, da najde vzroke, da se pozdrav še preden pride na 5. stopnjo, poskrbi za svojo vitalnost, s tem tudi za svojo uspešnost. Jaz velikokrat rečem, naprimer, pomislite, Steve Jobs je tako dosti poznana oseba od Appla, glavna oseba, ki je razvila. Ampak on je umrl za rakom, se pravi, mu niso pomagali nobeni milijoni. Ali pa Oliver Dragojevič, on je bil kreativc, pev, fantastičen, umrl je za rakom. Se pravi, spremljajte prve simptome, pridite na obravnavo, da vidimo, kako lahko zapeljemo naprej. In s tem, ko boste vi v bistvu poskrbeli za svoje zdravje, za svojo energijo, boste poskrbeli tudi za uspešnost svojo. Jaz verjamem, da marsikakšen od vas bi si še danes rad ogledal koncert od Oliverja Dragojeviča. Ampak žal ga ne more več. Tako da, kdorkoli resnično hoče uresničiti cilje, namene, poslanstvo, biti uspešen,
Uspešen pomeni tudi, recimo, da v službi napreduje ali da naredi določeno šolo, da ima dobre odnose doma. Uspešnost ne bomo samo v finančnem merilu jemali, ampak tako nasplošno, kdor resnično hoče sebe podpreti v življenju, glejte, ta tretma je potem za vas. Ja, tako da ste zelo vabljeni. Ja. V konec februarja pa jaz odpiram spet nov cikel seminarja Postani mojster zdravja. Kdor si pa želi vedeti več o energijah, ste pa tudi dobrodošli. Tako da, to je to za danes z najine strani, zdaj če še Alja kaj doda, če ne bomo pa, ja, pa se naslednji ponedeljek smo pa 26. Naslednji ponedeljek pa, Alja, mislim, da bo lahko tudi skupaj sedeli. Kaj ti praviš? Jaz mislim, da bi lahko. Ali pa, ne vem. Bova videla, kako bo. Bova videla. Alja prihaja za par dni v Slovenijo. Tako. Bova videla, no. Nič ne bova obljubile. Ustvarjala bova sigurno skupaj, tako da, če ima kdorkoli željo, res, kakor je Neja rekla, si začeti res reševati probleme na tako globinski ravni. Mi dve zdaj skupaj smo ustvarili program, skupaj delava, da pregledamo, kaj se dogaja v telesu, pa sestavimo program in vas peljemo čez fizičen nivo, ampak tudi čez mentalen, čez čustven nivo, da delamo vse to in je res lahko naredite premike, no, v relativno kratkem času. Tako da vas res vabim, če vas zanima, da katerikoli od naju pošljete na sporočilo in bova razložila vse, kar je treba vedeti. Ok, lepo se imejte in do naslednjič. Čau. Čau.